Pravkar sem našel svojo ženo, ne vem, kaj se dogaja. Oživljanje, potrebujem oživljanje. To je popoln kaos. Pravkar so objavili zvočni posnetek klica na 911, medtem ko spremljamo pomembno novost v šokantni skrivnosti umora mame, ki so jo našli zabodeno do smrti v njenem predmestnem domu sredi dneva. Povsod je kri. Tedni po njenem umoru ni nobenih osumljencev, nobenih aretacij. In zdaj slišimo tisti čustveni klic na 911, ki ga je njen mož opravil, potem, ko naj bi našel njeno truplo. Ne vem, kaj ne naredim. Ne vem, kaj ne. Analiziramo tisti panični, na novo objavljeni klic na 911, saj je njen mož postal središče ugibanj. In poteza, ki naj bi jo pravkar naredil, medtem ko vprašanja o tem, čemu je bil priča, postajajo vse glasnejša. Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Kako lahko nekoga zabodejo do smrti, očitno sredi dneva v njegovem domu, in to 5 tednov kasneje? Ni aretacij in ni odgovorov. Zdaj pa slišimo kaos klica na 911, ki je bil opravljen okoli 16:30 popoldne 6. junija iz hiše v severnem New Jerseyju. Operator nujne službe, prosim povejte naslov in naravo nujnega primera. Prosim, navedite naslov in naravo nujnega primera. Je New Jersey. To je glas Kenorija Hanlona. On je mož Brooke Hanlon. Tapar je živel v tem domu v Chester Townshipu, New Jersey, predmestju New Yorka. Policija je bila počasna pri objavi informacij o tem primeru in o tem, kaj se je zgodilo z Brooke, saj poskušajo ugotoviti, kako je bila ubita in kdo jo je ubil. Zdaj bom v trenutku povedal, kaj je Connor, njen mož, povedal dispečerju v tistem klicu na številko 911. Kar se tiče tega, kar smo izvedeli o Brooke Hanlon v zadnjih nekaj tednih, vemo, da ni bila le žena, ampak je bila tudi mlada mama. Brooke in Connor sta pred približno letom dni dobila otroka. Citiram. Brooke je bila najbolj prijazna, najbolj čista oseba, kar sem jih kdajkoli poznala v svojem življenju. To je za Fox News povedala Hanlonova sestra Paige. Pravi, vse, kar vem, sem se naučila od nje. Nikoli nisem živela brez nje. Naučila me je vsega. In potem se vprašaš, kdo bi imel težave z nekom, ki je bil videti tako ljubljen in tako ljubeč. Pomembno je poudariti, da delo, ki ga je opravljala Brooke, ni bilo za šibke. Brooke je delala kot psihoterapeutka. Zato smo to preverili. In po podatkih spletne strani WebMD je to nekdo, ki ljudem pomaga pri obvladovanju čustvenih težav, težav z duševnim zdravjem ali preprosto težkih življenjskih obdobij. Mislim, to je zahtevno delo, če pomisliš na vse interakcije, ki jih imaš čez dan. In res se vprašaš, ko se ta primer nadaljuje, s kom vse je bila v stiku pri delu in kaj so ti ljudje doživljali. Ne vemo. Na svojem LinkedIn profilu Brooke pravi, da je, citiram, zelo motivirana, odgovorna in sočutna oseba z licenco LPC, torej licencirana strokovna svetovalka v New Jerseyju. Raznolike izkušnje v različnih okoljih pri delu z otroki, mladostniki in družinami, ki potrebujejo svetovanje, terapevtsko pomoč, vire in drugo podporo. Kar se tiče njenega osebnega življenja, vemo, da sta se ona in njen mož, Connor, poročila leta 2021. Spoznala sta se v Bostonu, tam je Connor doma. Nato sta se preselila v New Jersey, kjer je Brooke odraščala. Trenutno ni jasno, kaj se je dogajalo v domu Hanlon na dan, ko je bila Brooke ubita. Prav tako ni jasno, kako jo je njen mož našel. Kakšne so bile okoliščine v zvezi s tem? Veliko tega, kar smo izvedeli v tem primeru, izvira iz tega klica na 911, ki je bil pravkar objavljen. O moj bog, potrebujem rešilca. V redu, Chester Township. Je to pravilno? Chester Township. O moj bog, veliko dirkanja je v tem, ne vem. Kako poslušate ta klic in lahko slišite, kako Brooke in mož reče, da je raztrganina? Patolog je opravil obdukcijo njenega telesa in ugotovil, da je vzrok smrti večkratne poškodbe z ostrim predmetom, način smrti pa je bil razglašen za umor. Krivo gor! Ostani na liniji in pridobi še nekaj informacij, prav? Prekletstvo! Prosim, ne vem, kaj naj rečem, ampak potrebujem vas tukaj takoj, gospod! Krvavi, ni pri zavesti. Ali je to pravilno? V redu. O moj bog, ne skrbite, gospod.
V redu. Reševalci so bili poslani, samo ostanite na zvezi. Ja, ja. Kaj? Če je na voljo defibrilator, pošljite nekoga pon in mi povejte, koga imate, gospod. Ne, nimam ga, nimam ga. Ni na voljo, v redu. Ne vem, kaj ne naredim, ne vem, kaj. Prosim, dajte telefon na zvočnik, da boste imeli proste roke in ji lahko pomagate, gospod. Na zvočniku je. Rekel sem, ne premikaj tega, prijatelj. Ne, prosim, ne premikaj tega. Počak trenutek. Ne. V redu, poslušaj pozorno. In povedal vam bom, kako izvajati stiske prsnega koša, gospod. Položite peto dlani na prsnico na sredino prsnega koša, točno med bradavici. Torej, res, to je eno grizel. Oprostite, kaj ste rekli, gospod? Povsod je kri. V redu, lahko postavite peto dlani na prsnico na sredino prsnega koša, točno med bradavici in drugo roko položite na vrh prve. Ja. V redu, dobro. Močno in hitro pritiskajte na prsni koš, vsaj 2-krat na sekundo in 2 palca globoko. V redu, pustite, da se prsni koš med pritiski popolnoma dvigne. To bomo naredili 600-krat ali dokler ne pride pomoč in prevzame. V redu, štejte na glas, da bom lahko štel z vami, prav? In Ina, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4. Ina, Diva. 3, 4. Ina. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nadaljuj. Gospod, odlično vam gre. To bomo naredili 600-krat ali dokler pomoč ne prevzame, prav? 1, potrebujem da. 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pomoč je na poti, gospod. Nadaljujte. 1, 2, 3. 4. 1, 2. 3, 4. Ina. 2, 3, 4. Gospod, poskusite globoko vdihniti, gospod. Poskusite globoko vdihniti, gospod. Ne vem, bližje ste. CI. Ali še vedno izvajate stiske prsnega koša, gospod? Seveda, ja. Ina. 2, Try. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2, try. 4. 1, 2. 3, 4. 1. 2, 3, 4. Nadaljujte, gospod. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prihajajo tako hitro, kot lahko, gospod. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zdaj, ko poslušate ta klic, lahko slišite dispečerja, ki vodi Conorja pri stiskih prsnega koša. In slišite ga, kako kriči. Slišite kaos, ki se dogaja v tem domu, medtem ko on, kot kaže, poskuša rešiti svojo ženo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, ne. 2, Kaj? 4. 1, 2. Potrebujem te. Poskusite globoko vdihniti, gospod. 3, 4. Eno, rabim eno. Ne, brat. Eno, ne. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. In gospod, vem, da ste rekli, ampak kje v hiši ste? V drugem nadstropju. V redu. V redu. Nadaljuj. 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zmorem. Ti zmoreš, Bruk, dajno, Dorbi. Dajno. Nadaljuj. Gospod, 1. 2, 2, 3, 4. Kaj za vraga? kje je velika rana? Ene na njenih prsih. Ene tik pod njenimi prsmi. V redu. Samo nadaljujte, gospod. 1, 2, 3, 4. Ne bog da tem gre Okay. Nadaljujte, gospod. Reševalci že prihajajo. Samo nadaljujte, dokler ne prevzamejo. Potrebujem te. Irene. Ida. 2, 3, 4. Samo nadaljuj. So tik zunaj. Samo nadaljujte, dokler ne prevzamejo. Prav? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Odlično vam gre, gospod. 1, 2, Try 4, 1, ne, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Rekli ste, da so vhodna vrata odprta. Gospod? V redu, obvestil bom reševalce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Nadaljujte, gospod. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ina. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nadaljujte, gospod. Ja, pridite sem. Nadaljujte, dokler ne prevzamejo, gospod. Nadaljujte, dokler ne prevzamejo. Ne. So to reševalci. Gospod. Ja. V redu, lahko govorite z njimi. Gospod, v redu, našel sem jo. Potrebujem te. Slišite moža, ki tam pravi, citiram, potrebujem te. Slišite ga, kako to znova in znova govori Brookie, medtem ko izvaja oživljanje. Ob koncu tega dela klica ga lahko slišite, kako reševalcem, ki so končno prispeli na kraj dogodka, pove, citiram, da jo je našel. In v tem delu lahko tudi slišite, da pravi, da je Brooke na drugem nadstropju hiše. Ta klic na 911 je trajal 6 minut in 38 sekund. In od tistega dne policija o tem primeru res ni veliko povedala. Približno 3 tedne je trajalo, da so oblasti sploh potrdile ime žrtve kot Brooke Hanlon. Ni jasno zakaj. Vsak oddelek in vsak primer je drugačen, ko gre za informacije, ki jih posredujejo javnosti. Toda v tem primeru so bili zelo tiho. Vemo pa, da je bila razpisana nagrada v višini $1000 za informacije, ki bi pripeljale do aretacije, ali pa za informacije o tem, kaj se je morda zgodilo. Kar se tiče Connorja, ki je opravil ta paničen klic na 911, zoper njega niso vložili obtožnice in ga niso obtožili nobenega kaznivega dejanja. Prav tako ga niso imenovali za osumljenca. Imamo pa veliko novost glede tega, kaj je počel v zadnjih nekaj tednih, medtem ko se je ta primer nadaljeval in ko je javnost izvedela več o tem primeru. Vemo, da je Connor Hanlon pravkar najel odvetnika. To poroča Fox News Digital. V poročilu piše, da je Connor Hanlon komuniciral z organi pregona, medtem ko je preiskava potekala. Fox pravi, da so jim organi pregona potrdili, da so v tem primeru govorili z več družinskimi člani. Zdaj je v zgodbi, ki jo je objavil Fox, zanimiva podrobnost. Ko so organe pregona vprašali, ali menijo, da je Connor sodeloval s preiskovalci, so se odločili, da tega ne bodo komentirali. Ponovno, proti njemu niso bile vložene nobene obtožbe. Ni bil imenovan kot osumljenec. Morda govorimo o človeku, ki na tistem klicu na številko 911 zveni zelo čustveno. Mislim, to je moški, ki je pravkar izgubil svojo ženo, mater svojega otroka. In on se morda sooča samo z uganko vsega tega, vendar na veliko bolj čustveni ravni kot kdorkoli, ki je spremljal to zgodbo. Connor še ni izdal izjave ali javno povedal karkoli o tem, kaj se je zgodilo. Zdaj nekateri mediji so ga že paparacevsko fotografirali pred njegovo hišo. Spet zelo možno je, da gre za vdovca, ki je izgubil svojo ženo na izjemno tragičen način in je žrtev v tej zgodbi. V tem primeru je še vedno veliko neznank, ko se zadeva nadaljuje. Trenutno ne vemo, kateri odvetnik zdaj zastopa Connorja, kakšen tip odvetnika ga zastopa, saj preiskava še poteka. In samo zato, ker si nekdo najame odvetnika, je pomembno poudariti, da to še ne pomeni, da je oseba kriva česarkoli ali da je naredila kaj narobe. Zdaj, vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije o tem, kaj se je lahko zgodilo z Brooke Hanlon, spodbuja se jih naj stopijo v stik s šerifovim uradom okrožja Morris v New Jerseyju ali s policijsko postajo Chester ali s tožilstvom okrožja Morris. Kot ko vidite tukaj v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno na Facebooku. Z nami je zdaj upokojeni detektiv newyorške policije David Sarni, da spregovori o tem. Hvala, ker ste tukaj. Veste, v več primerih smo že poslušali klice na številko 911. V tem primeru, kaj vam najbolj izstopa glede tega, kar slišimo od moža Brooke Hanlon? No, slišite osebo, ki je očitno v šoku, ne vemo. Tukaj je stvar, o kateri vedno govorim pri teh klicih na 911. Ne poznamo osebe, ki je poklicala, zato jih moramo kot preiskovalci tudi zaslišati.
Veste, ta dogodek je časovno zaprt in zajet v trenutku, ki traja približno 5 ali 6 minut. Zveni šokiran, zveni vznemirjen, poskuša izvajati oživljanje. Operator na številki 911 opravlja fantastično delo, če lahko tako rečem, saj ves čas ohranja zelo nadzorovano vedenje. Poskuša pomiriti klicatelja, za katerega ugotovimo, da je mož, in izvaja stise prsnega koša ter mu razlaga, kako naj jih izvaja. Tam je veliko stvari. In na to se vse skupaj nanaša. Opazi raztrganino na dojki ali okoli predela dojk. Nekje vmes omeni, da so spodaj vrata odprta. Njegova žena je v drugem nadstropju. Kličejo, počenja vse te stvari. Zakaj uporabljamo te klice na 911? In vedno pravim, da ni dovolj le ena stvar, da bi lahko utemeljili razlog za sum. Morajo biti prisotni dejavniki. To je, veste, ljudje ga gledajo, kot da je on tisti. Samo zato, ker imate klic na 911 in zveni vznemirjen, veste, tukaj poteka preiskava. Torej, slišim klicatelja na 911, ki je v stiski in poskuša nuditi pomoč. In operator na 911 opravlja res dobro delo, saj ohranja klicatelja osredotočenega na izvajanje oživljanja za to žensko v tem trenutku. On sploh ne ve, ali je to njegova žena ali ne. On samo sliši, prav tako večkrat reče, da Brooke lahko kaj reče, medtem ko izvaja pritiske na prsni koš. Veliko teh stvari vpliva na situacijo, vendar je to le delček tega, kar imamo. Najboljše, kar lahko rečete v tem klicu, je, da zavedno zamrzne trenutek, ko so njegovo ženo našli zgoraj okoli 16:30, ko je bil opravljen klic na 911. Zdaj bodo detektivi in preiskovalci preučevali dogajanje pred incidentom. In tukaj lahko to zamrznemo in analiziramo dogajanje pred incidentom. Ja, in mislim tudi, ko poslušate, traja 6 minut in 38 sekund. In en primer, o katerem vem, da smo že govorili in ga gledalci oddaje zelo dobro poznajo, je Caleb Flynn, ki je obtožen, da je ubil svojo ženo v Ohiu. Klic na 911 v tem primeru. In on naj bi šel na sojenje, mislim, da bo to kasneje, to jesen. V tej situaciji se spomnim Caleba Flyna in nekaterih opozorilnih znakov, ki so jih ljudje slišali takrat. Seveda bomo videli, nedolžen je, dokler ni dokazana krivda, ampak on je vedel podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo z njegovo ženo. Veš, on in lahko slišiš v klicu na 911 reče, da je bila ustreljena 2-krat. In glede tega je zelo jasen. V tem primeru, veš, to. Zdi se, da je mož Brooke Hanlon kot da je preprosto v šoku, kar bi pričakoval pri nekom, ki naleti na svojega partnerja v takšni situaciji. Ker je tisti trenutek, ko reče, o moj bog, ima raztrganino na prsih. V nasprotju s tem pa mislim, da bi bil to alarmanten znak, če bi on že pred klicem vedel za te raztrganine. Prav. In to je tisto, kar moraš pogledati. Veš, vsak človek je drugačen pri soočanju z nujno situacijo, kriznim dogodkom ali nečim šokantnim. Tako da moraš res, pri njem boš iskal izhodišče, kar se tiče preiskave. Nihče ni nedotakljiv, nihče ni izvzet. Torej, ko se pogovarjaš z njim in opraviš intervju, veš, zdaj ima odvetnika. Ampak v tistem prvem intervjuju, na posnetku telesne kamere, če so jo policisti imeli vklopljeno v tistem času, kaj je povedal preiskovalcem pred vsem tem? Kje je bil? Kje je otrok v tej zgodbi? Ker imata zelo majhnega otroka. Kje je otrok v tem času? Kot detektiv iščem, nočem imeti potrditve nepristranskosti. In to je ena stvar, na katero moramo biti pozorni. Ne smeš se osredotočiti na eno samo stvar. Če pomisliš na roza slona, boš mislil na roza slona. Kar naredimo je, da upoštevamo celotno situacijo, ker se približa svojemu domu. Pravi, da je v drugem nadstropju. Vpije zaradi svoje žene in izvaja stiske na prsih. Veš, ljudje se sprašujejo, zakaj izvaja stiske na prsih, zakaj ustavlja krvavitev. Ne poznamo prizorišča. In to je še ena stvar, ne poznamo prizorišča. Med izvajanjem oživljanja, ki ga naj bi izvajal v tem trenutku, poda neko opazko. Imamo samo zvočni posnetek. To je bistvo. Ko policisti pridejo na prizorišče, bo jasno več stvari. Zato ne želimo reči, da je to oseba, ki je to storila in potem usmerimo vse na to. Pustite, da preiskava poteka tako, kot mora, kar pomeni, da boste opravili preiskavo kraja zločina. Imate nalog za preiskavo hiše. Na tem boste delali. Pogovorili se boste z edino osebo, s katero lahko. To je mož, ki jo je prvi našel. Torej, potem boste podrobneje pogledali tudi v njeno življenje. Zakaj, kako je kdo vedel, da bo takrat doma? In zakaj je bil otrok redno z njo? In zakaj je otrok doma? Ali pa kdo je v tem času pazil na otroka? Torej, veliko teh vprašanj se bo pojavilo. Zato, ko vidite, da ljudje želijo vzeti vile in bakle ter reči, da je on kriv, da je on to storil, ne ravnamo se po tem, kar mislimo, ampak po tem, kar lahko dokažemo. In to je res, to je del sestavljanke preiskav, ki potekajo naprej.
Vedno se mi zdi zanimivo, ker so primeri, kjer je aretacija zagotovo opravljena hitreje in potem je novinarska konferenca. Veste, če bi šlo za tak primer, še nismo slišali nekaterih tistih besed oziroma fraz, ki jih organi pregona običajno uporabijo, res niso ničesar povedali, ampak običajno slišimo, da je šlo za osamljen primer. Tega še niso rekli. Ali je javnost v nevarnosti? Tega vprašanja res niso odgovorili. Če bi nekdo hodil po hišah v severnem New Jerseyju in naključno napadal ljudi, bi pričakovali, da bi bilo več opozoril s strani organov pregona. Kaj menite o tem dejstvu? Mislim, da so potrebovali 3 tedne, da so sploh izrekli ime Brooke Hanlon kot žrtve v tem primeru, čeprav so že prej poročali, da se je nekaj zgodilo. Kaj menite o tem, kako organi pregona ravnajo v tem primeru glede na informacije, ki jih uradno objavljajo? Bili so zelo zadržani in moram reči, da je trajalo nekaj tednov, preden so sploh objavili ime osebe v tem umoru. In v preteklosti smo videli, da so številne agencije takoj, ko se kaj zgodi, stopile v javnost. Ob takem incidentu običajno rečejo, da gre za osamljen primer. Tokrat niso naredili nič takega. Rekli so, da je prišlo do umora in to je bilo vse. Nisi vedel, kje se je to zgodilo. Očitno Chester Township in okrožje Morris vesta, vendar je bilo presenetljivo, kako molčeči so bili glede tega. In nič ni ušlo v javnost. To je dobro za preiskavo. Slabo je za medije, ker potem imamo ugibanja in veliko ljudi gre na družbena omrežja in pravi, no, za to gre. Ne obremenjujemo se s tem. Preiskovalec se ne obremenjuje s tem, kaj se dogaja zunaj. Zanimajo nas dejstva, kraj zločina, dokazi, ki so lahko forenzični dokazi z kraja, digitalni dokazi, kot so računalniki, prenosniki in podobno. Torej boste podrobno raziskali tudi viktimologijo, odnose, preprosto zato, ker morate. To je vaše delo. Ne zato, ker mislimo, da je to storil mož. Dejansko moramo pogledati vse, ker je ta preiskava še vedno aktivna. Bila je zelo tiha in kot detektiv sem kar impresioniran, kako tiho so bili glede tega. To v zadnjem času opažamo pri številnih agencijah, kjer resnično zelo molčijo in morda sploh ne dajo izjav za javnost, pravih izjav o tem. Obdukcijsko poročilo je bilo objavljeno, klic na 911 je bil objavljen. In potem imaš ljudi, veš, preko zakona o svobodi informacij in podobnih stvari, ampak te preiskovalci res vse držijo zase. In prosili so za pomoč javnosti, vendar to ne pomeni, da niso že kaj naredili. Torej samo dopolnjujejo preiskavo. Ja, ker lahko rečem iz medijske perspektive, glede na svoje poklicne izkušnje, je vedno to vprašanje, ali je javnost v nevarnosti. To potem postavi, veste, policijskega načelnika ali tožilca, kogarkoli, ki vodi tiskovno konferenco, v težak položaj. Ker če ni nekdo iz domačega okolja in ni šlo za osamljen družinski incident, potem v skupnosti vzbudite zaskrbljenost. Kot nek lik Jacka Razparača, ki hodi naokoli in zagreši takšna grozovita kazniva dejanja. In resnično ne vemo, ali imajo v tem trenutku kakšne osumljence, saj tega javno ne povedo. Poročilo Fox News razkriva, da ima mož Brooke Hanlon zdaj odvetnika. Imamo veliko odvetnikov za obrambo v tej oddaji, ki pravijo, da policiji nikoli ne smete ničesar povedati, če vas ustavijo. Ampak veste, v tej situaciji ne vemo, kakšen odvetnik je to, ne vemo, kakšne so okoliščine v zvezi s tem. Ampak samo z vidika preiskovalca, ko imate nekoga, ki je lahko ali pa tudi ne osumljenec, ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja, to želim ves čas poudarjati. Kaj pa to pove detektivom? Če ugotovite, da ima oseba, ki je glavna priča v tem primeru, odvetnika. No, to lahko spremeni dinamiko. Iz medijskega vidika je to videti slabo. Zakaj si je najel odvetnika, zakaj želi pomagati. Ampak če se vrnemo na isto stvar, imate pravico do zagovornika, ne vemo, kakšen je bil intervju, ki se je zgodil, preden si je najel odvetnika, to je ena stvar, o tej zadevi ne veste ničesar, ne vemo, kateri dan si ga je najel, ne vemo, kakšen odvetnik je kazenski odvetnik, lahko je tudi nepremičninski odvetnik, nimamo pojma. Ampak ali je to v njegovo korist v takšnih primerih? Ker smo videli ljudi, ki so bili po krivem obtoženi, ki so bili aretirani, torej to je tisto, kar bi lahko počel. Zdaj pa druga plat je, da verjamem, da je otrok pri njeni družini. On je spet v Massachusettsu. Zato je težko še naprej govoriti z njim, ker ima pravico do zagovornika, kar pomeni, da mora biti odvetnik prisoten v tistem času. In če bomo imeli še kakšne vprašanja, bo moral biti odvetnik prisoten. In če odvetnik noče odgovarjati na vprašanja, lahko to ustavi. Torej, pomemben je klic na številko 911 in vse, kar je bilo povedano, preden si je zagotovil odvetnika. Torej, včasih je to spodbuda,
vendar je v ameriškem kazenskem pravosodnem sistemu običajno, da imaš odvetnika za tak primer. In misliš, da bo celo z vidika odnosov z javnostmi veliko ljudi reklo: aha, glej ga, zdaj si je najel odvetnika. Hkrati, če vpišeš njegovo ime na Facebooku, najdeš ljudi, ki ga v javnosti obtožujejo umora. In zdaj se nenadoma iz običajnega državljana spremeniš v osebo, ki je zdaj znana in paparaci te slikajo. Nisem presenečen, da bi poiskal pravni nasvet. Seveda ima pravico do tega. In bomo videli, kako bo potekala preiskava. Si ti presenečen? Mislim, to je bil in to je žal tisti morbidni del tega pogovora. Veš, v klicu na številko 911 slišiš, da pravi, da je povsod kri. In vemo, da imajo napadi z nožem preprosto grozljiva prizorišča zločina. Si presenečen, da po 5 tednih še vedno ni bilo aretacije? Mislim, ne vemo, ali koga zasledujejo, ampak ko pomisliš na takšne prizore in da je nekdo pobegnil, ter kakšne dokaze bi lahko imel s seboj, če se je to res zgodilo. Si presenečen, da je po 5 tednih še vedno tako tiho, kot se zdi? No, navzven je tiho, ampak znotraj ti zagotavljam, da čakajo na rezultate digitalne forenzične preiskave. Lahko iščeš lokacije baznih postaj, preverjaš, kje so bile, veš, veliko je dejavnikov, ki jih iz tega klica na številko 911 ne dobiš. In veliko vprašanj, na katera bodo odgovori prišli kasneje, ne glede na to, ali bodo ali ne. Veš, ali je uporabil svoj telefon, ali je sploh klical, je bilo kaj ukradeno iz hiše, je bilo kaj premaknjeno iz hiše, zakaj je bila ona zgoraj, ali obstaja sled krvi od prvega nadstropja do drugega, tega ne vemo. Ampak, veš, ko govoriš o posameznikih, ki izgledajo krivi, je razlika med tem, da izgledaš kriv in da si dejansko kriv. Kriv moraš biti brez razumnega dvoma. To omenjam zato, ker včasih v naši družbi izgubimo to perspektivo, da, veš, on je tisti, ki je to storil, ker poglej, ima odvetnika in poglej njegovo hišo in zdaj ne poznaš dejstev. In zato je to tiho. 5 tednov, kolikor traja, veš, govorimo o sodnih pozivih za telefonske podatke in podobno. Včasih lahko traja tudi do 6 tednov, da dobimo kakšno dokumentacijo nazaj. Torej delam na primerih, veš, ropih, streljanjih in podobno in traja nekaj časa, da to dobimo nazaj. Traja nekaj časa, da dobimo informacije ali DNK nazaj, glede na to, da ne vemo, kako krvav je bil kraj zločina. Saj se zanašamo le na to, kar on pove. Ali je bila tam kri, ali je bila kri strjena. Veš, to so stvari, ki se dogajajo v zvezi s tem. Veš, kaj je počela čez dan? Zakaj je bila takrat doma? Kako je kdo drug vedel, da je bila takrat doma? Ali je skrbela za dojenčka, ker je tudi to velika stvar. Veš, ali je bil, sploh ne vemo, ali je bil dojenček doma v tem času. Torej, to je še ena stvar, ki pride v poštev. Ne vemo, ali je imel dojenčka takrat. Nimaš pojma. In to je problem v medijskem svetu, ker želimo te odgovore, ampak v preiskovalnem svetu bomo te odgovore našli in morali bomo odgovoriti na vprašanja, ki jih dobimo iz preiskave. Veš, Brooke Hanlon opravila je res težko delo. Veš, si psihoterapevt in veš, da to lahko pomeni delo z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Ljudmi, ki gredo skozi res težka obdobja v svojem življenju. Veš, po njenem LinkedIn profilu je delala z družinami, delala je z mladostniki, delala je tudi s posamezniki. Kakšen je postopek? In ali sploh lahko dobiš informacije glede na HIPAA zakone in vse to? Predvidevam, da če si policist, želiš vedeti, s kom se je srečala, s kom je imela seanse in kakšne težave so imeli ti ljudje. Kakšne vrste ovir bi morala policija premagati, da bi prišla do teh informacij? No, spet boš moral upoštevati zakone HIPAA. Pregledati boš moral njen dnevni zapis, njen delovni urnik, kdo so ti ljudje. Gledaš vse ljudi, s katerimi je imela opravka. Imajo kazensko preteklost? Družinski incidenti, in to smo že večkrat videli, so lahko zelo nepredvidljivi, včasih tudi nasilni. In če si ti tista oseba, ki je vpletena v zakonske zadeve, se lahko zgodi, da se ena ali druga stran ali obe razjezita nate. Bi to lahko bilo del tega? Ne vemo. Tako da bodo podrobno raziskali njo, njeno viktimologijo, njeno preteklost, stranke, s katerimi se je srečevala. Vse to bodo temeljito preverili. Ugotovili bojo vse, kar je povezano s tem. Pregledali bodo bančne izpiske, finančna poročila obeh strani družine. Iskali bodo morebitne primere družinskih sporov med njima ali komerkoli drugim. Govorili bodo s sorodniki, prijatelji in družino, kar so verjetno že storili. In stvar je v tem, da je Brookina družina zelo tiho glede odnosa z možem. Torej, tožilstvo jim je reklo, naj se vzdržijo izjav. Delamo na primeru. Tako da opravljajo svoje delo s tem, da molčijo. In razumem bolečino, skozi katero gredo, in grozo, da je bil njihov družinski član umorjen na tak način.
ampak moramo ugotoviti vse okoliščine, da ugotovimo, kdo je to storil. Tako da bo veliko ovir. Pregledovali bodo njene zapise, pogovorili se bodo s temi ljudmi in to traja, ni hitro. Veste, želite si, da bi trajalo 47 minut brez oglasov in še manj kot v serijah Zakon in red ter drugih oddajah. Ampak to traja in veste, mislim, da želijo temeljito opraviti svoje delo. In stvar je tudi v tem, da sodelujejo s tožilstvom. Tožilec mora dokazati krivdo onkraj razumnega dvoma. Zato želijo biti prepričani, da lahko vsak dokaz ali vsak razlog za aretacijo pripelje do tega, da bodo lahko to osebo preganjali onkraj razumnega dvoma. Ja, in zaradi pomanjkanja informacij je pomembno poudariti, da ne vemo, kakšen je bil njun zakon. Ne pravim, da je bilo s poroko karkoli narobe. Ne vemo, veste, vedno se pojavijo finančni zapisi. Nobena od teh informacij v tem primeru ni bila objavljena. In tudi komentarjev ni veliko od ljudi, kar, kot si rekel, verjetno organi pregona nekaterim glavnim ljudem v krogu Brooke Hanlon svetujejo, naj se za zdaj vzdržijo komentarjev. Ker sem prepričan, da so jih vsi kontaktirali predstavniki medijev, ki iščejo odgovore v tej zgodbi. In bomo videli, kdaj bodo ti odgovori prišli. Upokojeni detektiv NYPD David Sarney, vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, da ste z nami razčlenili ta primer. Najlepša hvala in ostanite varni. Preden zaključimo, vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije o tem, kaj se je lahko zgodilo z Brooke Hanlon, je pozvan, da stopi v stik z oblastmi. Še naprej bomo pozorno spremljali to zgodbo, saj se ta skrivnost nadaljuje. To je vse za danes v oddaji On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.